Dobro jutro iz čudovite Srednje Dalmacije. Danes moram malo improvizirati, kot vidite. V bistvu zgodaj zjutraj, nedelja. Nič posebnega bi rekli, niti slučajno, niti blizu, nič posebnega. Zelo poseben dan danes. Reprezentanca mlajših članov do 20 let se je uvrstila, to sem prepričan, da že veste, v veliki finale Evropskega prvenstva. Torej, fantje do 20. leta, naša prihodnost, naša nada, bi tukaj rekli na Hrvaškem, ruši vse pred seboj. Fantastično, res. Nekaj, na kar smo lahko izredno ponosni, in tisto, kar nas je morda še nekaj dni nazaj, nekaj tednov nazaj skrbelo, da prihodnost slovenske košarke morda ni svetla, mogoče pa vendarle ni tako. Slovenija se je preko skupine vse do nadaljevanja, vse do finala uvrstila brez poraza. Fantje, ki jih vodi trener Markovinović, igrajo kolektivno, igrajo odlično, brez straha, z odlično obrambo, v napadu teče žoga konstantno. Nimamo nekih fantov, ki bi izstopali konstantno, vedno je timska igra, vedno kdo drug morda malo bolj izstopa. Ni igralca, ki bi dosegal 30 točk na tekmo, tudi redko kdaj 20, ponavadi so pa 3-4, ki dajo dvomestno število točk vsaj. Nema veze, so tu neki igralci, ki bi jih morda lahko v prihodnosti videli v dresu tudi članske reprezentance, nekoga smo že, recimo Urbana Klavžarja. Ampak kot pravim, to ni glede posameznikov, gre za timsko ekipo in tudi sama njihova igra, način delovanja je tako sestavljen. Res je treba poudariti tukaj, da gre za fante, ki so predani, ki so že nekaj časa skupaj, da tako rečem, in ki si tole zaslužijo, definitivno si. Bi pa se tukaj dotaknil mogoče enega drugega problema, kako te fante vključiti naprej v člansko košarko, kako jim dati priložnost in nenazadnje, kako upati, da bojo nekoč tisti del, ki bi lahko pomagal reprezentanci, Dončiću in ostalim, v tej članski košarki, ki jo vsi seveda bolj podrobneje spremljamo. Vse se začne seveda v klubski košarki, pri trenerjih, pri delu z mladimi, kako jih vključevati v proces, in tukaj smo malenkost zaspali. Upam, da eden takšen uspeh, ne glede na to, če bo danes zmaga ali ne, uspeh je uvrstitev v finale ene male Slovenije, to je fantastičen uspeh. Pa če danes Francija pade ali ne, treba jim je čestitati. Zdaj pa se v bistvu na nek način delo komaj začne. Ta uspeh je potrebno potrditi z delom v članskih kategorijah, z temi igralci, da se dobijo priložnost, da še napredujejo fantje in da nenazadnje žanjejo sadove tega. Spremljate tole prvenstvo, kako se vam zdijo naši košarkarji, kaj menite o tem, kako jih vključiti naprej, in seveda od danes, od 20:30 ure dalje, držimo pesti za Slovence. Dajmo, Slovenija, resnično vse čestitke do tega trenutka, in finale so zato, da se zmagujejo, Srečno!